Dobrodošli nazaj v našo družbo. Takole smo pa bolje spoznali odlične slovenske destilarije, ki Slovenijo postavljajo še na druge svetovne zemljevide, kot so to zemljevidi žganih in elegantnih pijač. Mi pa na hitro v aktualne novice. Po aktualnih novicah bo pa znano že moja naslednja gostja, Inga iz gledališča Glej. Pogovarjali se bova pa o festivalu Soteska. Njo smo že mnogokrat gostili, mnogokrat jo še bomo in vedno jo radi pozdravimo. Še prej moramo pa pozdraviti našo Galo. Gala, imaš kakšno sočno novičko? Ja, imam sočno novico naravnost iz narave, namreč bezeg cveti in za tiste, ki boste želeli uživati domačo šabeso ali bezgov sirup, se le odpravite in naberite svoj bezeg. Imam pa še eno novico, namreč iz Šmarne gore. Marca so širšo javnost v okviru evropskega projekta Urb for Dan povabili k sodelovanju v anketi, ki jim bo v pomoč pri izboru ukrepov in vsebin, ki jih želijo ljudje na Šmarni gori. Prejeli so več kot 1600 odgovorov, povezali so se tudi z lastniki zemljišč v tamkajšnjem mestnem gozdu, ki imajo pomembno vlogo pri načrtovanju ukrepov. Dejavnosti na terenu že potekajo, prav tako dogovori o potrebni urbani opremi, določili pa so tudi vstopne točke. Po vzoru ureditev na Golovcu bodo predvidoma tudi na območju Šmarne gore namestili urbano opremo, na primer klopi in kolesarska stojala na vstopnih točkah, ter postavili informacijske table na vstopna mesta. Tako da bo izlet na Šmarno goro še bolj prijeten. Toliko zaenkrat z moje strani. Luka, sedaj pa kar vračam besedo nazaj v studio. Hvala lepa, Gala. Pri bezgu si pozabila, da lahko si ga odsvremo. Lahko si ga odsvremo, lahko cvetove posušimo in pripravimo poparek, tako da bezeg je vsestransko uporaben. Prav tako so uporabni tudi njegovi plodovi in pa lubje, korenine, tudi deblo, tako da kogar zanima še kaj več o bezgu, le na splet preveriti, zakaj vse je dobrodejen. Tako. Če pa ima kdo še kakšen poseben nasvet o bezgu ali namig, naj nam pa piše na info@ljtv.si. Gala, najlepša hvala. Se slišimo in gledamo kasneje z prometnim poročilom. Tako je, se gledamo. Se gledamo. Danes se bo pri gledališču Glej odprla kulturna četrt Soteska. Kaj nam bo nudila v prihodnjem mesecu, nam bo povedala vodja gledališča Glej, Inga Remeta. Inga, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni. Pri nas v studiu, zdaj se počuti že kar domače, se meni. Točno tako. Vedno zelo prijetno in dobro. To radi slišimo. Tako kot je pri vas v Soteski, zelo tako domače deluje, prijetno, sproščeno, združeno. Kaj točno bo Soteska? Bo res poskrbela tudi za zunanjo streho? Kako bo izgledal letos festival? Jaz bi mogoče sam še umestila naš festival v malo širši kontekst in sicer to, da gledališče Glej že 3. leto aktivno dela na projektu Soteska. Gre za projekt, ki ga v bistvu delamo z našo skupnostjo, z našimi sosedi. Tako sosedi kot prebivalci tiste četrti, kot tudi z vsemi, bomo rekli, gospodarskimi akterji na tistem področju. Torej, gre za neko sodelovanje med tako gostinskimi obrati, med nastanitvami, hoteli, Airbnb, kot seveda tudi vsemi nami, ki se ukvarjamo s kulturno dejavnostjo. Torej, imamo gledališče Glej, Theater Pocket, potem imamo mestni muzej s svojo galerijo Ščit in galerijo Jakopič, Ekurno in mnogi drugi v bistvu manjši obrati, ki so tam prisotni. Pobuda nekako se je zgodila zato, ker smo pred koronskim časom bili priča dejansko množici turistov in v bistvu fokusu v izpopolnjevanje časa in prostora v namene zabave turistom. In smo si v bistvu želeli narediti nekaj prijetnega tudi za nas, domače prebivalce, ki smo radi v mestu in radi v bistvu konzumiramo vsebine našega mesta. In iz te iniciative je pač prišlo do povezovanja, ki je seveda vsled korone nekoliko bilo upočasnjeno v preteklem letu, ampak smo ga obeležili ravno tako z odprtim odrom, kakor bomo tudi v letošnjem letu. Torej, Soteska Open je zunanje prizorišče, to je mali oder, srednje velikosti oder, ki je na dvorišču Gregorčičeve ulice 3. Festival se bo začel nocoj s koncertom Katje Šulc in Andražem Mazijem in nato v bistvu nadaljujemo vse tam do 3. julija.
V bistvu, če smo čisti iskreni, imamo samo 2 dneva počitka, ko zares ni nič v smislu programa, ampak seveda tehnične in ostale postavitve pač bojo potekale. Gre za v bistvu nekaj 30 predstav, 3 koncerte, množico razstav in v bistvu zelo bogat preplet sodelovanja gledališča z različnimi producenti iz Ljubljane in iz drugih mest Slovenije. Imenitno, cel tak blok party na nek način, ne, kot se to pozna iz tujine, da se skupnost poveže, ne, vsi, ki tam živijo in delujejo in da zacveti nekaj novega, čudovitega, ki privabi tudi ljudi od zunaj, ne, da se še bolj upozori na ta del mesta, ne, ki ga pa morda ne poznajo vsi, ne, takele malce ozke ulice, ne, saj tudi imenuje se Soteska s tem namenom. Katere skupine bodo pa vse nastopile, Inga? Kakšne morda tiste najbolj prepoznavne, ne? Zdaj, kar veliko si jih dni imate za zapolniti. Res je, mogoče bi pa izkoristila to priložnost v bistvu, da povem, da znotraj programa bomo imeli tudi 2 premieri gledališča Glej. Ena premiera je Kako smo prišli do sem, ki je nastala v sodelovanju z Momentom iz Maribora. Gre za predstavo, v kateri nastopata Gregor Zorc in Matej Recer. In v bistvu premiera kolektiva Počemučke, gre v bistvu za kolektiv, ki je neka mešanca profesionalnih umetnikov in študentov zaključnega letnika AGRFT. Gre sicer za premiere, ki so se že zgodile v koronskem času, ampak tokrat jih ponovno pred javnostjo, pred publiko postavljamo ponovno na oder. Iz nove sezone gledališča Glej, tukaj bomo imeli priložnost videti predstavo Od blizu, ki je tudi nastala. V bistvu gre za neke vrste intermedijski performance, nastal v mednarodni koprodukciji, v bistvu tudi pri enem projektu, s katerim smo tudi že bili pri vas. Gre za sodelovanje gledališča Glej z univerzo v Utrechtu in Istanbulu. Potem množico predstav, ki so v bistvu pravzaprav nastale v prejšnjih sezonah gledališča Glej. Psiho z Domnom Valičem, Tlori za revolucijo in tako naprej. Med drugimi sodelujočimi boste lahko našli predstavo Tonight I Celebrate Via Negative, peščico predstav Kuden moment iz Maribora, Bum, Via Mati. Nekako smo poskušali umestiti tako program, ki je primeren za otroke, kot tudi za v bistvu ostalo publiko različnih generacij. Ravno tako imamo 3 koncerte, začenjamo z Katjo Šulc, ki je danes. Nekje v sredini meseca imamo Gašpera Pijana, ki je v bistvu slovenski glasbenik, ki trenutno živi v Bruslju, ampak je zelo aktiven tudi na uprizoritvenih umetnostih pri nas. In potem v bistvu s sodelovanjem, zdaj že zelo aktivnim sodelovanjem z mladimi zmaji, ki bodo imeli razstavo na ulični galeriji Tam-Tama, ki je ravno tako del naše v bistvu skupnosti Soteska. Po odprtju njihove razstave imamo tudi glasbeni koncert skupine Buržoazija. Buržoazija, tako. Imenitna skupina. Inga, a pa to bo več predstav na dan, ena predstava? Kdaj se vsak dan začne festival, pa do kdaj traja? Oddnevno. Urnik je v bistvu pester, večinoma imamo po več stvari na dan, začenjajo se tam nekje v bistvu skušamo tudi z diskurzivnimi programi vstopati, tako da s tistimi začenjamo nekoliko prej, to je okoli 7 ure. Predstave, ki so na zunanjem prizorišču, se začenjajo ob 9, se veste, potrebujemo temo, da zares pričaramo tudi to svetlobno čarobnost gledališča kot takega. Je pa tako, da v bistvu glede na to, da imamo prizorišče od zunaj, ne pomeni, da bomo počivali not, tako da v bistvu množica stvari bo potekala tudi znotraj dvorane. Tako da v bistvu bomo prepletali zunanje prizorišče z notranjim. Tako da smo tam od 6. ure naprej do 10. nas boste zagotovo našli. No, super, en tak prostor, kjer se lahko ponovno družimo, zvečer seveda na distanci. Poglejte, itak smo odgovorni, tako kot tudi vsi ostali, tako da potekajo vse prireditve in protokoli prihodov, odhodov, posedanja na prizorišču v skladu z vsemi ukrepi, ki smo jim priča danes. Tako, še več, kako se pa lahko udeležimo festivala Soteska, bova pa Iga spregovorila takoj po kratkih oglasih, tako da ostanite z nami, Sotesko še nismo zaključili. Ni še konec te Soteske, kje je konec, ne vidim ga.
Dobrodošli nazaj z vodjo gledališča Glej Ingo Remeto. Se pogovarjava o festivalu Soteska, ki bo tamle na njihovem dvorišču, pred njihovem dvorišču, v sosednjih ulicah. Vsi, ki tam delujejo in živijo, bodo nekaj prisostvovali. In ravno smo začela govoriti, ne, kako bomo lahko obiskali festival. Smo vseeno v posebnih časih, se bo potrebno prej najaviti, rezervirati. So sploh vstopnice za festival? Je brezplačen, plačljiv? Festival je plačljiv, oziroma pač njegove vsebine. Mislimo, da so cenovno tudi dostopne in da tako kot za vse je potrebno tudi za kulturo plačevati, in mislimo, da je to neka stvar, ki naj ne bi bila problematična. Rezervacije so na rezervacije@glej.si. Priporočamo jih, ker je število sedežev oziroma kapacitete so omejene. Če želite, da si zagotovite sedež, je fajn, da se prej najavite. Verjamemo pa, da tudi če pridete uro pred dogodkom na našo blagajno, da se bo našla zadost prostora za vse. Da se bo našlo nekaj prostora za vse. Kateri festival Soteska pa je to zdaj že po vrsti? Koliko Sotesk se je do zdaj že zvrstilo v Soteski? V taki obliki, kot je pač zunanji oder z tako pač pisano množico dogodkov, je to drugič. Pravzaprav je šlo za kombinacijo potreb in v bistvu iskanja rešitev. No? Mi smo vedeli že od nekdaj, da na tak način bomo vstopali do našega communityja, da tako rečem, ampak nas je mogoče izziv korone in kako se znajti, da v bistvu uprizarjamo in da smo prisotni naši publiki, nekako pospešila in izvala, da to naredimo čim prej. Tako da smo to v bistvu že lanskega leta v septembru prvič postavili oder. Obiskanost je bila neverjetna, na vseh dogodkih smo imeli polne kapacitete, seveda znotraj okvirjev ukrepov in možnosti. Tako da predvidevamo, da bo v bistvu ostala neka nova, zelo pozitivna praksa, ki jo nameravamo izvajati tudi vnaprej. Imenitno. In čim več tega pravimo Ljubljani, da bo mesto zopet zaživelo, da mu povrne ta duh, ki se je zdaj morda malce pozabil v zadnjem letu. Ne? Ni bilo nobenih dogodkov, ljudje se niso se smeli družiti. Res je. Tako da naj zopet zapiha ta družbeni veter. Mi verjamemo, da z vsebinami, za katere smo se resnično potrudili in izbrali pušeljc zadnje sezone. Jagodni izbor, tako da bomo v bistvu uspeli zadovoljiti tako publiko kot absolutno nastopajoče in ponovno pokazati, da je Ljubljana mesto, ki bogati in vedno prepleta sebe z kulturnimi vsebinami, ki so res ključnega pomena. Bo še kakšna druga lokacija, poleg atrija, pa zunanjega odra, pa notranjo dvorišča Glej? Bodo razstave samo tele od tama ali tudi po galerijah? Razstave bodo tudi po galerijah, torej, tako kot sva prej povedala, Tamtamova ulična galerija je na ulici, v galeriji Jakopič bomo imeli, galerija je Kurna, in to je to, kar se tiče razstav. No? Drugi stvari, ki pa potekajo, v bistvu jih je kar veliko. No? Mi sodelujemo z Svetlobno Gverilo, tako da v bistvu boste priča postavitvam in inštalacijam ravno tako po četrti. Usporedno bo potekal premierno tudi 6. festival Študent teater, ki ga delajo gledališče Glej, ZKD Maribor in JSKD Ljubljana. Tako da prizorišče tistih predstav bo v skladovnici. Sodelovanje z Mentom, festivalom Ment je ravno tako prisotno. Tisti segment njihovega rezidenčnega programa bo potekal v prostorih na Križevniški 2. Tako da se mi zdi, da smo iskali načine, kako pomagati oziroma kako s sodelovanjem podpreti tiste producente, ki nimajo svojih prostorov, in ponuditi možnosti, in ravno zaradi tega smo se razpršili ne samo po našem dvorišču, ampak res po zajetnem delu te Soteske. A bo kakšna premiera, Inga? A bo kakšna premiera, a bomo kaj lahko prvič zdaj videli? Publika kot taka bo prvič lahko videla to predstavo, kako smo prišli do sem. Zelo fajn, komično-realistična predstava,
ki je res imenitna kombinacija fantastičnih performerjev in mislim, da jo ni za zamuditi. In ravno tako predstava Under Construction, ki je pravzaprav, bi ravno tako rekla, v bistvu presenetljiv prvi profesionalni izhod kolektiva Počemučke na našem odru. In mogoče za zaključek, zaključili bomo tudi z zloženko, oziroma veste sami, da je gledališče Glej v lanskem letu praznovalo svojo 50. obletnico, na kar smo izjemno ponosni. Praznovanje se je razpršilo tekom celega leta. V juniju zaključujemo s to obletnico in izhajamo s publikacijo, oziroma z dvema publikacijama. Ena bo v bistvu zaobjela zadnje desetletje dela gledališča Glej, druga bo pa v bistvu predstavitev strokovne revije Amfiteater, ki je pravzaprav neka nadgradnja mednarodnega simpozija, ki smo ga delali v sodelovanju s Slovenskim gledališkim muzejem, tako inštitutom. Tako da se mi zdi, da bomo uspeli potegniti neko črto tistega, kar smo naredili nekoč, kar ustvarjamo sedaj in v bistvu zakorakati v prihodnost, ki upamo, da bo bistveno boljša, kot je bila v zadnjem letu. Torej, da to, kar ustvarjamo, bomo lahko tudi dejansko sproti pokazali in v bistvu veselili publiko in bogatili publiko, ne pa takole po obrokih in zelo intenzivno. Zavedamo se, da vsi bomo prišli zdaj ven z vsem, kar smo ustvarili do zdaj in bomo želeli v bistvu pokazati, kaj dobrega je vse nastalo in da bo to poletje kar pestro z vsemi vsebinami in ponudbami, kar je odlično. Ja, definitivno, ne, in tudi mora biti. Zdaj, rekla si, da samo kakšen dan, dva vmes ne bo programa, ne, da se bo malce vdiha se bo vzelo, pa verjetno ste tudi po izkušnjah že veste, da na te dneve morda ni najbolje delati program. A je to kakšen praznik? Ne, pa v bistvu mogoče tle lahko vklopiva trenutek centralizacije in necentralizacije. Dejansko v Ljubljani nismo imeli težav s publiko, da bi mogli se fokusirati na vikend ali pa ne vikend. Ljudje so radi hodili v gledališča in na ostala prizorišča. Verjamemo, da je ta ljubezen, ne da je ista, ampak da je zdaj in ljubezen in potreba, da sta bistveno večji in da prisotnost publike absolutno bo. Tako da gre v bistvu enostavno čisto res za 3 datuma, 3 dneve, ki so tudi tehnično bili nujno, da so prosti, ker so predstave, ki so v naslednjih dnevih toliko zahtevne, da so potrebovale malo večji kot. Celodnevne priprave. Točno tako. Točno tako. In to je tudi zanimivo gledati. Ne? Če dobimo za korak, kaj pa postavljajo, kaj se bo pa kle dogajalo. Potem rečejo, jutri pridite, rav ste mogli verjeti. Točno tako, ja. Jaz mislim, da v bistvu atrakcija že samega postavljanja, ko oder že stoji, že nekaj dni, ljudje so željni novih stvari in res zaidejo v vsak kotiček in poiščejo tisto, kar bi si želeli videti. Tako da tisti, ki vas zanima tudi, kako v bistvu izgleda gledališče ali pa eno prizorišče v off-timeu, v času postavljanja in priprav, dobrodošli, mi bomo tam. Tako, ne. Ključnik Soteska Open. Drži. Hashtag Soteska. Iga, a pa si boste vzeli po tem festivalu Soteska kaj odmora v gledališču, Glej, organizatorji? Mi smo ravno danes končali z mednarodnim festivalom, ki je potekal 5 dni v Ljubljani in v Mariboru. Imeli smo krasen množični nabor mednarodnih gostov. Iz tega festivala aktivno vstopamo v Sotesko Open in tam nekje z 10. julijem nameravamo počasi umiriti sezono, kar ne pomeni, da se ne dela, takrat v bistvu ne bo ponovitev, ker verjamemo, da si ljudje bodo želeli tudi oddiha. V tistem času bojo potekale priprave na premiere, ki prihajajo v septembru oziroma v drugi polovici leta. Tako, upam, da se da dobro prezračiti, ne? Takrat bo pa že vroče. Bo rabimo malce hlada. Bodo. Mislim, da si umetniki, kljub temu, da je razmišljanje, da se v vmesnem času ni podelalo in počelo nič, delavci na področju kulture so bili izjemoma aktivni tudi v vmesnem času in verjamem, da si zares zaslužijo tudi oni oddih. In fizični in psihični. Veliko se je ustvarjalo, veliko se bo ustvarjalo, vsi lepo vabljeni v Sotesko pri gledališču Glej, Soteska Open Festival za nas vse. Vsak potrebuje nekaj časa, da si lahko ob dobri predstavi oddahne, pa tudi zamisli. Tako.
Tako je. Inga, najlepša hvala za tvoj obisk, da si nam predstavila festival Soteska. Absolutno. Z Jaz mislim, veseljem. da se bova kakšen dan nedvomno srečala, si bo tudi jaz vzel čas in obiskal kakšno imenitno predstavo ali pa razstavo Ali koncert. ali koncert. Drži. Pustimo se presenetiti. Inga, hvala, pa še kdaj. Hvala lepa, z veseljem. Mi pa na hitro v oglase, po oglasih bodo pa že z nami predstavniki nogometnega kluba Olimpija. In kaj imajo z nami za deliti? Z njimi se bo pogovarjal naš novi voditelj Antun. Stanite z nami, se gledamo.